ko sem zmagal prvo tekmo kot 21-letnik, sem dobil Madonna di Campiglio, sem zmagal pred Tombo. Sem dobil kar v kešu, v lirah, so bile še lire. In to so bili komadi, to je bilo 40,000 evrov v lirah. Sem kot rosni 20-letnik v bistvu videl, kakšne so v bistvu vrednosti nekega dosežka. Ne. Če bom zmagal svetovni pokal, bo to prinesel to, če bom olimpijsko medaljo, bo to. So recimo Marko Odermatt, Michaela Schiffer in Lindsey Vonn. To gre recimo proti $10 milijonom na sezono. Poslovnih zgodb sem imel kar nekaj, ne. In nekatere so bile zelo uspešne, nekatere delno uspešne, nekatere manj, nekatere so bile pa fail tudi, no. In ta je bila med drugim fail in v to sem vložil precej svojih sredstev. In tudi bi rekel 10 let kar dela. No. Imel sem srečo pri nepremičninah, moram reči, to tudi kar lahko povem, no, ker sem imel stanovanje v Ljubljani, pa sem potem prodal, pa zgradil hišo na Bledu, prodal pa ponovno kupil nekaj. In ja, recimo te pižamce pred kratkim, ki potem Borut Pahor in pograbil. Ne! Ja, mislim, dejansko sem, da bo to ponudil, ja. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič. Moj današnji gost pa je izbran na način, da bi nekoliko lahko ohladil to vroče ozračje, čeprav ga je samo še otoplil, in sicer je z mano Jure Košir. Lepo pozdravljen. Živijo. Vroče je. Ja. Tako da malo debata o snegu in teh tvojih smučarskih izkušnjah bo mogoče malo hladila tole razgreto ozračje. Rekli so, da si bil najboljši reper med smučarji, pa najboljši smučar med reperji, pa TV komentator, TV voditelj, DJ Jure Košir. Predvsem pa si zdaj podjetnik. Kaj od tega si najbolj zares ti? Ali vsako obdobje ti dalo nekaj? Najbolj zares jaz sem bivši športnik. Okay. In ničesar drugega nisem nikoli jemal tako dejansko moj poklic. Če gremo recimo kar od reperja, to je bil čisti hec, to je bila zabava. Bom rekel nekaj let tam v 90-ih. Sicer smo 3 CD-je posneli, kar nekaj ustvarjali, ampak to je bilo res za hec, to je bil en hobi. Podjetnik, ja, na nek način lahko rečem, ker sem bil vključen v različna podjetja od leta 2006 do zdaj še vedno. Ampak se imam pa vseeno za bivšega športnika. Ampak v bistvu bivšega profesionalnega športnika, ker bivši športnik si še vedno, če ne drugega, si sem prišel s kolesom, kar je še dodatno se grelo ozračje. Torej, bivši profesionalni športnik. Še vedno pa se veliko ukvarjaš športom. V bistvu, mislim, ne moram reči veliko, ampak kadarkoli te pokličem, si na kolesu. Mislim, po zimi veliko smučam, še vedno, zelo rad smučam. Tudi tako za zabavo grem smučati, velike pa obveznosti, pač poslovnih, povezanih s smučanjem. Poleti pa, mislim, poskušam narediti recimo 2-3 treninge na teden. To je nekako, ampak to niso hudi treningi. Ne tako včasih. Ne, to je zdaj zelo rekreativno. Kaj si pa hotel biti, ko si bil otrok? Rekel si, da pač počutil se predvsem športnika. Je bilo to že v mladosti nekaj, kar si želel? Si iz Mojstrane, tam se je že veliko smučal. Je to bilo nekaj tako, ali si hotel biti bolj kaj tazga tipičnega, ne vem, nogometaš? Ne? V bistvu sem ena kratkotrajna želja je bila biti slikar. Ja, ker stari oče je bil slikar. In tudi sam sem zelo, zelo rad risal in sem celo zmagal en natečaj otroški, jugoslovanskih železnic. In sem pa dobil za nagrado neko potovanje z vlakom, sva šla z mamo. Kaj si pa narisal? Tema je bila vlak, nekaj je bilo potrebno z vlaki narisati. No, v glavnem, ampak to je bilo zelo kratke dobe ta želja. Lahko rečem, da odkar pomnim, sem želel biti v športu oziroma v smučanju. In zdaj ta geografska, od tam, ker sem jaz odraščal, je bilo, bom rekel, zelo
ozka izbira športov, kateri sem lahko izbral. No. Še kakšen hokej? Hokej na senicah, skoki v planici, Malo si velik, smučarski tek. In želja je bila najprej skoki, no, hiter je bila zatrta, mama ni pustila skakati, ker mislijo, da je Prej nevarno. Da je prej nevarno, pa v bistvu ni smučanje veliko bolj nevarno. Ampak moj oče je izredno rad smučal in tudi stric. Oče je celo nekaj tekmoval in sta me ogromno vozila na smučarske izlete že kot otroka. In me velikokrat vprašajo, kdaj se naučil smučati, pa v bistvu sploh ne znam odgovoriti, ker se mi zdi, da sem kar od nekdaj znal. No. In res sem veliko smučal z njima in še preden sem začel organizirano trenirati. No. In sem res želel postati tak resen smučar. Leta 1991 se je tvoja kariera začela hitro vzpenjati, ko si postal mladinski svetovni prvak. Je takrat, pa začetek 90-ih, ko pa je zares začela se vzpenjati, bilo v smučanju kaj denarja ali so bili takrat predvsem stroški? Ker zdaj tudi smučanje seveda neprimerljivo s kakšnim nogometom, košarko, čem podobno, ampak je recimo, kakšna primerjava smučanje takrat pa smučanje danes, kar se tiče denarja? V bistvu bi rekel, da smo imeli kar veliko srečo, da smo bili še ta del starega sistema in jaz, če tako pomislim mojim staršem, od nekje mojega 12. 13. leta ni bilo treba res nič plačevati, ker sem bil že v tej jugoslovanski pionirski reprezentanci, se je rekel, in je bilo poskrbljeno v bistvu za opremo, za treninge, za odlične treninge, super stroka je bila. Tudi v smučarskem klubu Kranjska Gora, katerega član sem bil, smo imeli vse pošlihtan, tako da starši. Ne moram reči, da sem prihajal iz neke bogate družine, da bi lahko v nedogled me podpirali in takrat je bil sistem drugačen. No. Vse se je spremenil potem pa počasi, ko smo šli v ta hardcore sistem, no, ki je pa zdaj le še vedno vlada in je veliko teže recimo družinam. Zdaj, če me vprašaš... Torej, kaj pa prihodki? Ja, prihodki takrat še niso bili taki. Zdaj, kot mladinski svetovni prvak, ja, je bilo nekaj že nagrade, ampak takrat v tisti mladinski konkurenci nikakor ne moreš računati še na zaslužek, nikakor. Ampak ja, to je bilo ob koncu bivše države, jaz sem še takrat se spomnim poslušal himno jugoslovansko na 91. in potem naslednje leto smo pa že nastopali kot samostojna Slovenija in sem šel že na olimpijske igre Albertville pod slovensko zastavo. Pa se je pa začelo res odvijati. Točno v tem studiu smo imeli že debato Saro Isakovič, koliko denarja je dobila za svojo srebrno olimpijsko medaljo in je rekla, da še vedno ni dobila vsega denarja. Prvo tretjino je dobila, drugo tretjino je dobila, ker se je mama hudo izpogajala, tretja tretjina še vedno nekaj čaka. Kako je bilo s tvojo? Si dobil za njo kaj denarja in ali si dobil celotno? Ja, mislim, neka nagrada je bila, se spomnim tudi avto, manjši avto, tak smo dobili. In sem ga podaril mami, ga je kar dolgo leta uporabljala. Ampak tukaj bi rekel, olimpijska medalja se ne more meriti z neko, vseeno, lahko še traja ta vrednost olimpijske medalje, jo lahko nekako tržno izkoriščaš še kasneje, seveda, če si zanimiv mogoče kot nek nosilec olimpijske medalje. Tako da tista nagrada ni bila nekaj, bog ve kaj, ampak se mi pa zdi, da je vrednost pa bila vseeno zelo in še vedno je zelo velika. Kaj pa recimo zmage pa stopničke v skupnih seštevkih? Običajno si bil predvsem za Tombo. Je recimo to prineslo recimo delno od smučarske zveze, delno od sponzorjev, delno recimo za zmago, da je sam organizator imel nek fond. Obvezen nagradni sklad. Je bilo takrat nekaj denarja z tega, toliko, da recimo na nek način jaz se spomnim največji šok, ko sem zmagal prvo tekmo kot 21-letnik. Sem dobil Madonna di Campiglio, sem zmagal pred Tombo. Sem dobil kar v kešu, v lirah, so bile še lire in to so bili komadi, to je bilo 40,000 evrov v lirah. Ne. 40,000 evrov. Ja, to je bila obvezen vredna. minimalni nagradni sklad. No. Na ene tekme, recimo Kitzbühel, če zmaga še, ne vem, zdaj le 90,000, no. CCA. Torej se ni toliko dvignil, glede na to, da je bilo takrat 40,000. Ni se, premalo se je dvignil. Mogoče so se dvignili bonusi pri sponzorjih. Ampak jaz bi rekel, da
V 90-ih smo imeli kar srečo, v bistvu, ker je bilo smučanje, bom rekel, kar popularno. Italijanski trg je bil zelo zanimiv, japonski trg je bil zelo zanimiv, tako da večina mojih sponzorjev so bili iz Italije ali pa iz Japonske. No. In rekel bi še drugo srečo na ključe, ki sem ga imel, sem zelo hitro začel sodelovati z v bistvu najboljšo športno-marketinško agencijo v Evropi in pa verjetno v tistem času tudi na svetu. To je IMG, ki še vedno obstaja, sicer v smučanju ni več. In sem kot rosni 20-letnik v bistvu videl, kakšne so v bistvu vrednosti nekega dosežka. Ne. Če bom zmagal svetovni pokal, bo to prineslo to, če bom olimpijsko medaljo, bo to. Skratka, kot nekega Slovenca, neukega, bi lahko me vse malo okrog pelal, ne, bom rekel. Oni so bili torej neke vrste tvoj menedžer. Tako je. Podpišeš z agencijo, katera zastopa tvoj... Ti tudi oni iščejo sponzorje ali samo... Tudi oni iščejo sponzorje. Kaj pa čisto ne rekel si, lahko bi se drugače končalo, so nudili tudi neko finančno podporo v smislu izobraževanja, v smislu tega, ne zdaj si dobil 40,000 evrov, ne zapraviti jutr, ne, to je nek vložek. Ja, sploh če v kešu, ne. Da so na nek način tudi poskrbeli, da si s tem denarjem nekako upravljal, da si nekako, če ne drugega, ga dal naprej v smučanje ali pa kakšno tako zadevo, ne da zdaj, ne vem, kot mlad fant kupaš nek hiter motor in adijo. Ja, agencija oziroma agent, menedžer, kakorkoli, mora poskrbeti za več nivojev. Ne. Tukaj gre tudi za zavarovanje, ker je nujno, da ga športnik naredi dobrega, kajti vemo, koliko poškodb je in se lahko karijera hitro konča. Se pravi, in upravljanje denarja, se pravi, mora nuditi možnosti, da se športnik odloči, kaj bo naredil, čim boljše seveda svetovanja, tudi z najboljšo možno zdravniško službo poskrbeti, potem, sem že rekel, in recimo tudi transporti najhitrejši. Skratka, agent ni zgolj tisti, ki se pogaja s sponzorjem, ampak ureja kar precej stvari. Rekel si, da pač so bili neki čist denarni zaslužki celo v kešu, seveda so pa predvsem tudi posrednji. Ne? Kaj so bili pa tisti glavni posredni učinki, ki verjetno še vedno trajajo in jih še vedno na nek način naučuješ? Nekako podjetja si želijo sodelovanja z športniki ali pa si ne, v glavnem. Tlele se lahko naredi dolgoletno partnerstvo v smislu osebnega sponzorstva. No, jaz sem imel res srečo, da sem dolga leta sodeloval z italijanskim podjetjem Melese, ki ga praktično zdaj ni več na zemljevidu. In bom rekel, s francosko znamko smuči. Skratka, sem res dolgoletne sponzorje, s katerimi sem potem še celo z mnogimi nadaljeval, ko sem končal že kariero. Tudi zdaj, v tem trenutku je večina mojih partnerjev povezanih s smučarsko industrijo, no, kjer seveda pokrivam za en drug segment, reklamiram, bom rekel, za izdelke za dobre rekreativce, to, kar zdaj v bistvu sem tudi jaz, ker nisem več. A samo za smučarski del ali za dobre rekreativce tudi v čem drugem? Ja, v bistvu obleke, no, tudi se pravi, tukaj gre tudi za modo, no, smučarsko, to je podjetje Kolmar, pa za Nordiko v smislu tega hardwarea smučarskega, smuči in pa smučarskih čevljev. In najboljša so mi bila vedno, meni osebno, tista dolgoletna partnerstva, no, in mislim, da tukaj sem bil korektan jaz do njih in tudi oni do mene smo imeli res taka, se mi zdi, da smo dobro naredili. Jasno, vse je pa odvisno tudi od rezultata. Pa se ti je rekel si, da v bistvu tudi ta mladinski del, pionirski in tudi kasneje je bil relativno dober čas za biti smučar, pa vendarle v primerjavi recimo potem s Tino Maze ali pa Zilko Štuhec. In podobno je bilo takrat boljše ali so vseeno zdaj tudi zneski drugačni, partnerstva drugačna? Tina je imela Milko dolg časa, recimo. Tudi jaz sem imel Milko dolg časa. Ne, težko rečem, zdaj točnih zneskov težko govorim, ampak 90 so bila v redu. No. Potem, jasno, zdaj imaš
bolj ozek vrh teh, ki res služijo ogromno. Mislim, ogromno. Še vedno to ni primerljivo s tenisom, z nogometom ali kakorkoli, ampak so recimo Marko Odermatt, Michaela Schifrin, Lindsey Vonn. To gre recimo proti $10 milijonom na sezono, recimo, cca. Ampak tudi res ta špica. Potem pa že 30 na svetu pa dobi veliko manj kot 30 tenisač na svetu. Ne. Skratka, ni enostavno. Je zelo težak šport, prepleten z ogromno odrekanja in tudi veliko poškodbami. Ampak ja, če si v samem... Lindsey zelo dobro kaže to. Če si v samem vrhu, vsekakor da zaslužiti. Si že takrat se zavedal in razmišljal o tem, kaj boš počel, ko bo tega enkrat konec. Rekel si pač recimo dolgoletna partnerstva, pa vendarle ne, vsak športnik se zaveda, da tega je enkrat konec. Če imaš srečo, ti sam zbereš kdaj, če prije kakšna poškodba, se ti morda zgodi konec kariere, lahko tudi precej prej, kot si upal. Kaj si takrat recimo razmišljal, ko so bili vsi te res najboljši rezultati, pa ne, sam Mislim, ti takrat pa nisem Tomba, razmišljal. Takrat nisem razmišljal o prihodnosti. Takrat si mislil, da bo to. Ampak potem, ko pa recimo začnejo rezultati padati, pa kakšna poškodba tam, pa sem začel, ne, zadnji 2 leti, se pravi 2005, 2006, sem kar intenzivno razmišljal in na srečo se je tukaj zgodilo še eno partnerstvo, ki še vedno traja. To je v bistvu moj agent, ki je bil prej pri IMG-u, pa potem je bil moj osebni agent. Je sam predlagal, da bi šla kot partnerja v novo podjetje oziroma novo agencijo in iskati nove talente. In v bistvu sem se takoj, ko sem končal s aktivno kariero, priključil te agenciji in sem začel delati kot agent, športni agent. In to traja še vedno. Imeli smo nekaj lepih uspehov, nekaj časa tudi nobenega športnika, zdaj jih imamo nekaj. Tako da vedno si na lovu za tistimi, za katere meniš, da bi jim lahko uspelo. No? In jim potem pomagaš oblikovati kariero. In to me je zelo veselilo. In sem imel kar veliko srečo, da sem takoj začel to početi. Torej, takoj, ko si 2006 nehal s smučanjem, si šel kot športni agent delati. To so športni agent samo za smučarje? Ali? Ne, smo imeli tudi hokej na ledu, atletika. Aha, torej ne samo zimski športi, celo trenutno širši. samo zimski šport, samo smučanje. Okay. Ampak smo imeli vmes pa tudi drugi. To se išče koliko stare, mlade? Ja, v enih športih že zelo brutalno zgodaj. Recimo vem za nogomet, že tam 13-14-letnike gledajo, iščejo. Tudi tenis recimo. Smučanju ni tako, da bi že otroke nekako gledali, ampak v mladinski kategoriji se pa že gledajo. Torej si ti, koliko so bili včasih teli športni agenti oziroma menedžeri, tako si zdaj ti nove generacije. Recimo. Koliko jih imaš recimo zdaj? V tem trenutku so 3. 3. Ampak tle ne moreš računati, tle v bistvu čakaš oziroma jim pomagaš, da pridejo do dobrih rezultatov. Skušaš jim olajšati to pot, tudi svetovati. Tle vidim, da imam eno prednost pred drugimi agenti, ker jim lahko iz lastnih izkušenj tudi tekmovalno izkušnjo povem. No. In potem pa, če se zgodi uspeh, jasno, se pa začneš pogajati za boljše pogodbe, tako z opremljevalci kot sponzorji. To so Slovenci, tujci, fantje? To so Slovenci trenutno. Vsi? Fantje, punce? Ja, mlajši. 3 fantje. Ja. 3 fantje, nobene punce? Trenutno ne. Športi? Alpsko smučanje. Aha, vsi 3 so. Aha, okay. Kako pa jih, gledaš tekme in se ti zdi nekdo zanimiv? Ali koliko gledaš v filmih, ko pridejo gledati tekme? Ja, se mi zdi, da poleg rezultatov je potrebno gledati še tudi osebnost. In pa tudi okolje, v katerem živi, kakšne tendence se kažejo pri neuspehih, recimo, pri poškodbah. Zdaj, karakter je zelo pomemben. No. In pa tudi konec koncev, kakšen, zdaj ne znam pravega slovenskega izraza uporabiti, likeness ima, no. Koliko je v bistvu vabljiv za medije, koliko je za... tako da je kar nekaj, to sicer zveni zelo brutalno, ampak dejansko tako je. No. Koliko je komunikativen nekdo, koliko bo znal nekako se obnašati in tako naprej.
Ker vem, da moji bivši kolegi športni novinarji so se dostikrat čez kakšnega športnika pritoževali, da zelo je nekomunikativen, da res odgovori samo tisto, kar je nujno treba, kakšni so pa bili zelo priljudni, nikoli ni bilo težko. Ljudje smo različni, ne? In tudi nekaterim gre to predvsem na živce, ne? Zdaj, ampak je nujno zlo, no? Tako da tudi če ti gre na živce, nekako moraš upraviti s tem, ker so ljudje, ki upravljajo svoj posel, ti si pa nekdo drug in nekako gre to z roko v roki in šport brez medijev bi bil nič. Ne. Včasih se je še dalo, ne? Zdaj se pa ne da, zdaj pa je to velik del biznisa. Ne? Ja, vsekakor. Potem si bil na kratek čas, si sodeloval tudi z Smučarsko zvezo. Ja, takrat smo naredili spremembo. 2011. Ja, takrat smo naredili spremembo v vodstvu Smučarske zveze z novim predsednikom in tudi z novim sistemom, ki je, bom rekel, omogočil res boljše delo, predvsem v tistih letih za Tino Maze, ki je potem postala 2-kratna svetovna prvakinja, pa vemo, 4 olimpijske medalje. In kajti takrat, ko smo prišli, naredili to spremembo, je bila res v dokaj nezavidljivem položaju, ker so nekako niso upoštevali tega njenega privatnega tima oziroma so premalo podpore dajali. Tudi Ilka Štuhec je odlično tekmovala takrat, Andrej Šporn. Skratka, je bilo kar nekaj uspehov, ampak razžalostilo me je to, da kot predsednik, to je neprofesionalna funkcija bila, nisem bil nikoli plačan, da nisem uspel teh sprememb, ki sem jih želel v sistemu treniranja in tekmovanja in organizacije smučarskih klubov, kot nisem imel kot moč odločanja, ni bila dovolj velika kot predsednik Alpskega zbora. Skratka, ta sistem je po mojem mnenju še vedno zelo zastarel, no, in bi bilo treba ga spremeniti. Šport se je precej spremenil. Tle imamo še vedno te regijske delegate, ki imajo potem glas in se niso strinjali z določenimi stvarmi, pa sem rekel, ok, zdaj pa imam še kaj drugega za početi, kot da se tle prerekam, no, in sem potem zapustil to pozicijo. In to je bilo to, ali to je že 15 let, torej zdaj nič ne z olimpijskim komitejem, ne s Smučarsko zvezo, nimaš nobenega na ta način. Smučarsko zvezo pomagam v bistvu pri določenih zadevah, v bistvu delam projekt že kar nekaj let, projekt, ki je zdaj prišel pod okrilje Smučarske zveze Slovenije, in sicer Šolar na smuči. To je brezplačen smučarski dan za četrtošolce iz vseh delov Slovenije in skušamo čim več otrok vsako leto spraviti in je zdaj to v boljši organizaciji in tukaj sem ambasador in soorganizator. To je stvar, ki sodelujem in promoviram tudi to njihovo akcijo, ki Junaki zime, no, ki je skuša nekako ponovno vzbuditi pri ljudeh ta, bom rekel, zimski naval na zimske športe, na smučanje predvsem. Govorim o nordijskem in o alpskem. Ko so ravno pri zvezah, ravno pred nekaj meseci je izbruhnila velika afera v hrvaški smučarski zvezi, kjer jim očitajo, da naj bi v desetletju zginilo približno 30 milijonov evrov. Moram reči, da je mene ta številka presenetila, sploh glede na to, da Hrvati razen brata in sestre, ne? Dobro, pa še eno so imeli, ne? Ne, so jih imeli kar nekaj. No, ampak spet ne toliko, to ni zdaj, ne. Tle treba vedeti več. Mislim, meni se ta 30 milijonov zdela ogromna številka. Torej, koliko milijonov so torej dobili, če je uspel 30 izginiti? Tukaj gre za enega človeka, in sicer to je Vedran Pavlek, ki je tudi v mladosti z nami treniral, ki je bil edini Hrvat takrat in so v bistvu dobra prijatelja z njim. No. Ampak, da je to se zgodilo, sem bil tudi jaz izredno šokiran. Treba vedeti, da tle ne gre samo za smučarje, ampak da je bila tukaj tudi organizacija tekem svetovnega pokala v Zagrebu, ki so bile organizirane res na najvišjem možnem nivoju. In tukaj ta cifra, da smo tako rekel, to ni bilo vse speljano do Vedrana Pavleka. Tle so verjetno, tle vključenih stotine še nekih ljudi, ki so verjetno tudi bili vključeni v to delovanje, nepravilno delovanje in ne vem, kaj bo iz tega prišlo. Mislim, da lahko kar precej domine padajo, ne samo Vedran Pavlek, ampak še marsikdo drug, kajti šlo je tukaj za sodelovanje s podjetji v državni lasti in tako dalje. Tako da ne bom preveč pametval tukaj, Vedranu ne bo lahko, prav gotovo. Je pa to en opomnik, ja, da
morajo stvari funkcionirati transparentno. No. Ampak to se je vedno, nekako je bila taka zgodba že v zakulisju, vedno se je govorilo, kaj pa tle delajo na Hrvaškem, tako nekako se je nekako zdelo, da živijo na zelo veliki nogi. Recimo. Pa je to na splošno vrglo slabo luč na šport, na sponzorje? Ne, se je mogoče pri nas v tisti mesec kdo v slovenskem športu, sploh v zimskih športih, vprašal, a je pri nas vse v redu? Mislim, prav gotovo je vrgel slabo luč. Mislim, najtežje bo nekim novim smučarskim upom na Hrvaškem, ker bo res zelo težko dobili pokrovitelje. Ampak mislim, da pa neka zdaj sodobna poslovna praksa pa v bistvu ne omogoča nekega res goljufanja. Mislim, da sploh, če gre za neko uveljavljena podjetja, mislim, da je toliko inih varovalk, ki so potrebne, da se jih izvede, da je lahko vse skupaj transparentno. Ampak ja, zdaj, kot nek imidž pa prav gotovo ni dobro. Mislim, verjetno zdaj, ker je ravno recimo futbol, svetovno prvenstvo, ne, tam so taki milijoni in milijoni, da verjetno kdo kaj že skoraj. Ne vem, ne bom. Mislim, vedno polki pride, ne, pa so bile že afere, da so podkupovali to, da so dobili določene ali igre, ali prvenstvo, za Katar se je veliko govorili, pa za lobiranje in tako da pač seveda posod, ker se vrtijo veliki denarji, lahko je kdo zraven, ki ni tako zelo dobro nameren. Na drugi strani tvoja najslabša izkušnja poslovna je bil stečaj tvojega podjetja v sopartnerstvu. Koliko težko si šel čez to, oziroma a ti je bilo lažje zato, ker si bil športnik? In kot športnik veš, da pač kdaj si dober, kdaj pa ne. Kdaj je tudi neuspeh, za uspehom pride neuspeh in obratno. Pač ni vedno, ne gre vedno samo navzgor. Poslovnih zgodb samo kar nekaj, ne? In nekatere so bile zelo uspešne, nekatere delno uspešne, nekatere manj, nekatere so bile pa fail tudi. No? In ta je bila med drugim fail in v to sem vložil precej svojih sredstev. In tudi bi rekel 10 let kar dela, no? In požrtvovalnosti. Rekel bi, da je šlo, tukaj sem bil solastnik podjetja, no? In da je šlo za en splet dokaj nesrečnih okoliščin, kajti podjetje je v bistvu zelo dobro štartalo prva 3 leta, 4 leta, potem je pa prišla tista velika kriza 2009, 2010, 2011, ko se je vse skupaj spremenilo. Se pravi, kupna moč, sploh za te luksuzne športne izdelke se je zelo zmanjšala. Najbolj nas je poudarila ta plačilna politika velikih podjetij, dobaviteljev oziroma tiste znamk, ki smo jih zastopali. In zdaj si lahko predstavljate, da je treba zimsko robo smučarsko naročiti konec avgusta in v predplačilu 1,5 milijona evrov. To niso enostavne zadeve. Poleg tega potem upravljene zaloge, še menjali smo lokacijo, trgovin in kar naenkrat zadeva ni bila več vzdržna. No. Ampak bi rekel, da ja, je ogromno me to naučil. Prav gotovo niso bile lahke zadeve, ampak smo recimo poplačali vse delavce naše, ki smo jih imeli, dogovore sklenili z dobavitelji in zadevo pač zaključili. Na nek način mi je to precej odprlo oči, koliko zahtevna je trgovina, se pravi retail, in od to se ne bom več spuščal. Ampak kot rečeno, ja, to je ena zadeva, ki ni šla tako, kot je načrtovano, so bile pa druge, ki so šle pa zelo dobro. Torej si po tej zgodbi nisi rekel, ne grem se več biznisa v takem smislu, ne grem se več retaila, ampak nisi pa čisto rekel, ne, zdaj bom pa nekaj čisto drugega šel delati, razočaran sem. Ne, to ne, ker sem vedel, zakaj se je to zgodilo. Pač, če bi bilo to mogoče 10 let prej, bi bila zadeva čisto drugačna. Takrat je res bilo na udaru precej ta segment. Poleg tega je zelo težko tekmovati z temi velikimi igralci mednarodnimi in tudi ponujali smo mogoče v tistem trenutku robo, ki je bila previsokega cenovnega razreda. Za pri nas. Rekel si seveda, nekatere zgodbe ne grejo, nekatere so pa zelo uspešne, na katero si pa recimo na drugi strani najbolj ponosen. To je dobro vprašanje. V bistvu, če
če razmišljam, kje sem največ zaslužil, pa vsekakor moram reči, pač smučarska kariera in zadeve povezane, sodelovanja povezane s tem. Imel sem srečo pri nepremičninah, moram reči, to tudi kar lahko povem, no, ker sem imel stanovanje v Ljubljani, pa sem potem prodal, pa zgradil hišo na Bledu, pa jo prodal, pa ponovno kupil nekaj. In tako da, in pa ja, neke zadeve, ki še trajajo, no. V bistvu sem lahko kar ponosen, ampak zdaj ne bom na veliki zvon obešal. Si lahko kaj tega denarja, ki si ga zaslužil kot profesionalni športnik z nekim dobrim vlaganjem, prinesel nekako naprej, ali je... Ja, lahko. Si dovolj pametno upravljal, da mislim, si da sem. Zdaj, nisem nek tak, da bi blazen varčeval, ampak tako da sem vlagal kar naprej, ampak ja, lahko rečem, da je šlo to naprej. Ja. Torej, ko si pač nehal, si imel nisi štartal z nule, ali pa celo z minusom. Ne. Sam sem pa nekaj tudi napačno vložil, ne? Med drugim tudi ta zadeva, ampak nekaj pa tudi dobro. Aha, torej, to govorijo o firmi za stečaj. Ja. V tem trenutku pa, rekel si športni menedžer, imaš svoje podjetje, sodeluješ s Kolmarjem, sodeluješ s Shopsterjem, če sem prav videla, imaš tudi neko svojo blagovno znamko. Ja, to je bil en poskus, ampak še nismo našli čiste pravih izdelkov. Aha, okay. Znotraj Shopsterja. Ja. Kaj od tega ti v tem trenutku vzame največ časa, največ energije in kaj prinese tudi največ denarja? Najbolj imam zasedanje zime, kajti večina mojih aktivnosti se nekako okrog zime dogaja, povezane s smučanjem, športom. Torej, to so razni promocijski dogodki, grem tudi na tekme, gledati te tekmovalce, ki jih imam. Skratka, zima je kar natlačen. Poleg tega sem letos sodeloval kot strokovni komentator z RTV Slovenija. Tako da zime so natlačene, potem imam pa neke pogodbene obveznosti za snemanja, za promocije, konkretno za Shopster, toliko pa toliko snemalnih dni oziroma dni, ki so namenjene temu. Skratka, v pogodbah je vse zapisano. Ja. Sodeluješ tudi z blagovno znamko avtomobilov Alpine. Je to nekaj, kar te tudi osebno zanima, recimo avti, ne, ker moški so videli. Ja, moški, vsak moški. Je to nekaj, kar tebe osebno navdušuje, ali pa če je bila dobra ponudba? Mislim, lepi avtomobili vsekakor me navdušijo, no, pa tudi zmogljivi avtomobili. Ne morem pa reči, da sem nek blazen fan avtomobilov. Zbiratelj. Ne, ampak mi je pa ta tehnologija, pa tako kot se razvijajo stvari, me je zanimiva, pa sploh ta znamka je, rekel, zelo športna in je mi zelo pogodu. In je zanimivo, kako se razvija, no. Tudi, bom rekel, novitete, kaj prihaja v avtoindustriji. Da bi pa zdaj tisti, ki gleda na YouTube avtomobile, pa ne. Pa nič. Torej, tudi ne kupuješ avto, recimo, kot naložbo, da bi zdaj kupil kakšnega res čist hudega, ki jih je sam 500 narejenih, ali kakšnega oldtimerja, pa ga celo nekaj poštimo. V bistvu, to željo pa imam, da bi nekoč ker sem zdaj že tudi sam starodobnik, da bi imel en res hud starodobnik. Ja. To bi pa imel. V bistvu mi je ki iščeš le svoj letnik rojstva, mi je recimo Corvetta iz 73, 72, tam v tistih letih, pa seveda mimo Porschejev ne moramo ta starih, ne. To so te klasike. To so želje. Ene take, recimo. Mislim, ni še realizirana. Ne. Mogoče, kdaj. Mogoče. Omenil si prej, da si imel kar nekaj sreče z nepremičninami. Ena hiša je šla celo za milijone, če sem prav prebrala. Si še vedno v tem segmentu, ker Slovenci smo nori na nepremičnine. Vsak ima kakšen denar, prva stvar, bomo kupili še eno stanovanje, pa ga bomo oddajali ali pa kaj takega, ne. Sicer potem, ko jim razložiš, kakšni so letni donosi, ne, če plačaš davke, pa recimo, če oddajaš, da si pač tudi tam plačaš davke, pa kaj obnoviš in tako, da je to 2-3% letno, ne. Ampak vseeno to je tako prva to-go stvar, kar se tiče naložbe pri Slovencih. Ja, pri tebi tudi ali? Ne. Opažam tudi, da Slovenci zelo radi obtičijo na enem mestu. No. Zdaj, ker sem po svetu hodil,
se ljudje veliko selijo, veliko večkrat v Sloveniji. In zdaj biti čustveno navezan na neko mesto, na nek kraj, na neko nepremičnino se mi zdi res mogoče brezvezeno. Vsaj meni, jaz imam tako razmišljanje in ne vem, kako bom čez 10 let, kje bom, nimam tega, da je zdaj to, tukaj moram biti pa celo življenje. No. Tako da, trenutno sem v Ljubljani, v centru, zelo uživam, zelo je fajn, imam tudi še eno hišo na morju in to je to. Zdaj pa, da bi biznis delal z nepremičninami. Da bi oddajal, da bi, ne vem, kupil, prenovil, prodal, kaj takega. Ne. Kaj pa kakšne druge naložbe, torej, ne vem, delnice, ETF, skladi, zlato, kripto, ne? Ja, poskusi neki manjši, ampak ni, to je bilo tako igračkanje, resno. Nisem nek investitor na veliko oziroma nek trader. Mogoče kdaj bom, rabo bi malo več znanja o tem, tle pa moram čisto odkrit biti. Pa si imel kakšno slabo izkušnjo ali pač enostavno nisi nikoli zares niti probavil? Ne, nisem nikoli velike zneske vlagal in se s tem ukvarjal in tradal, tako da. Kako pa sicer pol skrbiš za svojo prihodnost, ne? Ko pravijo vedno, moraš razmišljati tudi, kaj bo čez 10 ali pa 20 let. V bistvu nimam nekih takih daljnoročnih načrtov, ker vedno, ko sem si te načrte delal tako 10 let, se je potem malo drugače odvijal. No. Tako da gledam bolj, bom rekel, krajše roke. Kaj si pa ti, 3 do 5 let? Recimo. Bolj 3. Bolj 3. Ja, ker, mislim, se itek vemo, pač glavno je, da je človek zdrav, ne? Da je srečen, da ima fajn, zadovoljen z življenjem. Ne? Zdaj, zaslužki, to so pa se mi zdi vse bolj postranskega. Moramo tako razmišljati. No. Saj jaz sem zelo spremenil tudi te ambicije poslovne z leti in ne gledam tako široko, veliko potezno, kaj zdaj moram narediti, v kakšne biznise se moram še spustiti in tako naprej. Tako da prej si imel bolj visoko leteče cilje. Ja, a to misliš, da je povezano z mladostjo? Ali? Mislim, da je z mladostjo dosti povezano. Čeprav pravijo, da so najboljši biznismeni tisti, ki so stari 45 plus, ne oni, ki so stari 20, ker imajo izkušnje, imajo nek network, imajo neznanje, so se že nekaj naučili tudi slabega, ne? Ni to da skočijo v prazen bazen. To bi kar verjel, ampak sem se tudi naučil pa še nekaj v teh letih, da je čas izjemna vrednost. Ne? In tle pa zdaj postati pri 55 en hud biznismen in šopati na polno in imeti nič časa. Torej nek dober balans med denarjem in še vedno dovolj časa, da v tem denarju seveda tudi uživaš. Ja, recimo. Vsakega gosta vedno vprašam in dobim zelo različne odgovore o njihovi samooceni, kako dobri so svojim denarjem. Ne? Ker ti si tudi relativno kot mlad dobil več denarja kot nek poprečen najstnik oziroma začetek 20-ih, a ne? Ponovadi si na faksu ali pa mogoče prva služba. Tako, tvoja osebna ocena, znaš z denarjem, si relativno racionalen, ker si zdaj rekel, da pač ti čas, pa zdravje, pa ne, uživanje v tem več pomeni kot mogoče denar, ampak za tega ga je mogoče treba še toliko boljš upravljati. V bistvu se mi zdi, da sem vedno boljši v tem, da sem, bom rekel, tudi previdnejši. Nisem pa nek finančni guru, nikakor. Da se mi zdi v preteklosti nisem bil toliko pedanten pri enih zadevah, ampak z leti se je pač to spremenilo. No, tako da, mislim, približno veš, koliko imaš kje denarja, ker odgovori so bili od tega, ne, recimo Petra Parovel je rekla, da nima pojma za nič, koliko ima, ne v žepu, ne v denarnici, ne na računu, ne nikjer. Sara je pa rekla, recimo, da zelo natančno ve, ne? To je zelo, ve, kje ima, koliko zaprav, kam, ne tako. To prav, ne, pač od tega tudi Ana Roš rekla, nimam pojma, ne, pač zelo različni odgovori. Služijo, da ne vejo. In je rekla, da ni to. Okay. Tako da, ja. Kakšne so torej želje? Ne, rekel si, da si malo spremenil vse to, kaj si zares želiš, koliko veliko potezno naj bi vse skupaj se dogajalo, koliko huge biznis naj bi bil.
Kakšen je torej zdaj naslednji 3-letni cilj? Ja, v bistvu želim nadaljevati v nekem takem ritmu, ki ga imam. Želim si sodelovanja še vedno naprej s temi partnerji, s katerimi sodelujem, kajti vedno si nekako tudi izbiram takšne, ker ponudb je bilo kar nekaj, veliko sem jih tudi zavrnil. Dejansko z znamkami želim sodelovati vedno s takimi, ki so dejansko del mojega življenja in jih lahko reklamiram. No. In imam super odnos z njimi zaenkrat in nekaj pogodb je že podpisanih tudi za naprej. Tako da nekako nadaljevati v tem ritmu, imeti tudi čim več časa zase, za družino in za prijatelje. Potem bomo pa videli, potem pa bo že kar čas za penzion. No, nismo še tam, Ne, vse no. veš. Se čisto penzioniti je tako tudi. Ja, no, sej, ne, to se bolj hecam, no, ampak ja, leta se pa vseeno nabirajo. No. Na srečo sam z 0,5 Ja, recimo. procenta. Sploh zdaj, se športniki, časi so nekoliko drugi, pa to so sploh športniki, ker se govorijo o milijonih in stotinah milijonah, zelo v biznise vstopajo, kupujejo firme. Luka je šel, Dončić je šel zdaj v nek projekt rimskega košarkarskega kluba, kupujejo kakšne firme. Si kdaj razmišljal, da bi, šel v kakšno tako partnerstvo ali pa da bi celo vstopil v lastniški delež kakšne firme, ki dela kaj, kar je tebi sicer blizu, kar poznaš seveda, da zdaj... Ja, se pravim, puščam možnosti odprte, nikoli se nisem zapiral vrat, ampak zdaj veliko bolj premislim, no, pa mogoče se res ne bi na vrat na nos spuščal ene divje zadeve, no, ker imam vse rad svoj mir in neko mirno življenje. No. Ampak ja, če pa se pokaže res neka priložnost. Ker sem jih brala, da gre Djokovic na Wall Street, ker bo sodeloval z nekim skladom, ki upravlja $126 milijard. Wow. So tebe kdaj vabili kakšni, recimo, da bi kakšno sodelovanje, da prepoznaš dober startup z področja športa ali pa da znaš kaj takega oceniti. Dostikrat športnike, sploh ki imajo kakšne poslovne izkušnje, tudi za take stvari, za prepoznavanih potencialov, tako kot ti prepoznavaš potenciale. To v bistvu ne, so me pa najemala podjetja, predvsem za nek coaching v smislu, kako se lotiti biznisa podobno kot športa. Ne. Ker zakonitosti so zelo podobne. Ne. In to so? Ja, trdo delo, disciplina, vztrajnost, nek zmožnost povratka hitrega, po neuspehu in tako naprej. Tako da zelo podobno. Zakaj torej precej športnikov, ne toliko pri nas, ampak predvsem v tujini, pa precej odpele, ko je enkrat konc kariere, ne znajo nekako teh zakonitosti v realen svet prenesti. Mogoče zato, ker imajo prej skozi nekoga zraven, ki skrbi za njih, od tega, kaj bo jedel, kdaj bo treniral, kako bo treniral, zdaj pač naenkrat sam in mora vse to sam. Ali kaj? Ne, jaz bi prej rekel, da gre za različne karakterje. Ne. Tako, kot imamo v vseh službah ali pa v vseh nekih skupnostih, imamo različne tipe ljudi in pač nekateri se znajdejo bolj, nekateri manj in to potem lahko privede tudi do kakšnih težav pri nekaterih. No. Jaz bi rekel, da je to izključno različnost osebnosti. Ker zgodbe so od tega, da se je človek popolnoma zapil, izgubil vse, do tega, da so naredili, recimo Beckham je naredil strašen biznis, pa je vedno veljal za ful neumnega v bistvu. Vedno so rekli, da žena fura vse, ampak očitno ne. Ker je on naredil res izjemen biznis iz vsega tega. Ja, v bistvu on je dejansko, predvsem je imel odlična sodelovanja in še vedno jih ima. On ima lifetime z Adidasom. On je igral z Adidasom in še vedno z Adidasom. Je pripeljal Adidas v Miami v njegov klub in vemo, kaj je naredil tam. In mislim, zdaj, da je neumen, to je zelo grdo reči. No? Tako je bilo, pač vedno se je, pač vedno je bilo malo te brutalni britanski mediji. Lep je, pa dober zna žogo, ni pa... Mislim, govoril je smešen na začetku, ker je bil res mlad, ampak
Jaz bi rekel, da ni neumen. Očitno, da ni, Ja. ne. Pa tudi ni edini, a ne. Ja. Tudi določeni tenisači, ne samo Djokovic, grejo v res huda partnerstva, kupujejo firme, stopajo noter, so celo svetovalci. Ne. Včasih so na splošno športniki tudi bili so neizobraženi, ne, ker so pač trenirali cele dneve in niso imeli časa za šolo, zdaj pa so zelo tudi izpostavljeni, kot smo prej rekla, mediji so zdaj ena od pomembnejših stvari, ne. Biznise delajo, ne, na socialnih omrežjih so itak najbolj prepoznavni, tako rekoč od vsega. Ne. Tako da, kaj pa kakšni tvoji, tako, čez social in to je to stvar, Jaz sem se dolgo časa upiral temu. biti športni influencer. Verjetno sem na nek način. Dolgo časa sem se upiral in sem se norčeval iz socialnih, bom rekel, to 10 let nazaj. No in potem sem pa dejansko videl, da moreš. Da ne morem brez tega, ker vsa podjetja so resno zagrabila tudi to. In zdaj, če pogledamo znamke te hude, to je tako načrtno že narejeno po vseh kanalih. In sem pač šel v to in sem tudi neka znanja pridobil in če bi zdaj črto potegnil v zadnjih 5-10 letih, je bilo kar konkreten zaslužek preko teh zadev. No. In verjetno prihodnost tudi če na nek način, seveda, jaz zdaj nagovarjam neko drugo starostno skupino, ki konec koncev tudi lahko vidijo, kakšna je moja starostnost, moja publika in se potem izdelek recimo njim predstavi ali pa nek brand. Tako da, ja, nažalost je to realnost. No, sej, včasih so nas pa bombardirali s časopisnimi oglasi in z billboardi. In zdaj to nekako se mi zdi, da je šlo zelo nekako v zadje. TV tudi vemo, kako mladina gleda TV zdaj. Ga ne. Tako da ja, tle pa vse hočemo bum, takoj na dlani. Čeprav pravijo, da se bo zdaj to malo obrnilo, da gre v drugo smer, v več avtentičnosti, manj editiranja, bolj dejanskih izkušenj, manjši influencerji, zato ker ti tudi algoritmi drugače kažejo. Prej ti je nekaj dal in če je imel veliko followerjev, so vsi to videli. Zdaj ti pa dejansko menda, nisem šla zdaj strašno raziskovati, dejansko na tvoje zanimanje prikazuje. Ne glede na to, ali ima nekdo milijon ali ima tisoč. Targetirano in zaradi tega je menda tudi se cel ta sistem influencerstva, tudi kar se tiče blagovnih znamk, precej spremenil. Torej, ti nagovarjaš točno specifično ciljno skupino, ki jih zanima moški, ne vem, od 40 naprej, fit, zdravi in bo pač njim to ven metal, ne glede na to, kaj ti. Kaj pa od vsega tega najraje delaš? Smučam. Jaz se dosti pošalim, da v bistvu delam nekaj stvari dobro, ampak eno pa zelo dobro. In to smučam. Še vedno zelo dobro smučam. Si bil kdaj vaditelj ali pa kaj takega? Ne. Vaditelj. Mislim, tako, da trener, si tudi učil koga. Ne, sem, to že. Imam tudi narejen mednarodni smučarski učitelj 3. Ja, moraš tudi narediti, tudi, da so tudi profesionalni športnik. Smo šli delati ta izpit. Tako da, ja, bi že znal naučiti, ampak recimo svojih domačih pa nisem znal naučiti. Ne otrok, ne moje drage, ker nekako ni bilo potrpljenja. Se to rekla, veš, mogoče pa kakšnega tam. Tako da sem jih dal drugim učiti. Ja, to je najlažje. Mogoče bi pa lahko kakšnega ful bogatega učil, pa bi mu zaračunal, ne vem. V bistvu sem dobil enkrat to ponudbo, da bi šel v Courchevel, kot v bistvu tudi nek menedžer tega rentala in pa smučarske šole enega najprestižnejših hotelov in bi tam deloval. In to bi bilo lepo plačilo. Sam sem se odločil, da ne grem, ker bi pač moral od doma in celo zimo, to je 5 mesecev. Da bi te pa recimo en ful bogat človek poskušal najeti za en teden smučanja. To se pa lahko menimo. Tako da zdaj vsi oligarhi in multimilionari in milijarderi in trilioneri lahko pridejo. Kaj pa je bila najbolj nespodobna ponudba, ki si jo do zdaj dobil, seveda poslovna? Kaj takega, da je bilo res tako? To je zelo težko rečem, no, ampak ja, recimo te pižamce pred kratkim, ki je potem bolj odpadlo in pograbil.
Ne. Ja, mislim, dejansko sem dobil to ponudbo. Ja. Tako da z enimi stvarmi se pač ne morem. Se doskrat dobim. Okay, dej povej več. Ja, ne, pač Torej, Svilenit ja, je prišel s ponudbo, če bi bil ti njihovo telo njihovih pižam. Ja, tudi. Zgleda se tak profil iskal. Zakaj si pa rekel ne? Ker se ne bi dobro počutil v takem scenariju oziroma te obliki in tudi pižama ni del mojega življenja. A pa si že naprej vedel, da bo v reklami mogla ležati gola ženska v čudni poziciji? Ne. Aha, tega niso vnaprej. Ne, nismo šli toliko naprej. Okay, ampak da ne bo, se zahvaljujem za ponudbo, pa to, da na kaj narobe, ampak pač nisem pižama tip, no. Dejansko. Okay, kaj pa še kaj tudi, ko so ti ne vem. Če zadnjič sem videla neko reklamo, ki je nekdo delal za neko tako... en ful znan dela neko reklamo za mačjo hrano, ampak je tako ful smešno. Res, mislim, mednarodno. Pa se, če imaš mačka doma, zakaj ne bi to reklamiral? Ja, ampak je tako smešna reklama, da tako mali spade, no. Ne, se pravim, jaz se moram v redu počutiti, ker pol tudi spade, tudi snemanje in koncev. In tudi izdelek želim uporabljati, no, dejansko. Tako da probam biti avtentičen. Torej, bolj zima, bolj smučanje, bolj šport. Šport, ja. Tle, v tem stilu. Brez pižamc, brez nogavičk, copatk. Recimo, ja. Dobro, copatke polka se daš ven iz pancerja, ful paše. Recimo. Recimo. A se je kdo od tvojih sovrstnikov, tudi mednarodno gledano, tudi zelo dober znajde kasneje v svoji poslovni karieri? Malo sem šla gledati, kaj Alberto Tomba recimo dela, ker sta se zdaj lih videla, ker so bile olimpijske, da je ful v vinarstvu. Mislim, Alberto Tomba je old money, ne, že to, njegova rodbina je precej premožna iz Bolonje oziroma Castel d'Alberiti, tako da njemu nikoli ni bilo treba kaj blazno razmišljati o tem. Imajo cel kup nepremičnin, on osebno ima 2 vili, ki sta res izstopata, ena je na Sardiniji nad Porto Cervom, sem tam tudi bil pri njem in to so že take številke, da je... In pol on pač fura samo hobije svoje, pa nekako appearance manj pobira, ko hodi malo krog po kakšnih dogodkih, no, se pravi, da se nekje pokaže, to njemu že plačujejo. In ja, uživa. Ne. Uživa. Mislim, on je tudi si zasluž kot res, bi rekel, en najboljših smučarjev zadnjih 40 let, ne, in tudi so ga razglasili v Italiji za najboljšega zimskega športnika stoletja, ker je velika nagrada, ima 4 zlate olimpijske medalje, skratka cel kup uspehov in ja, v Italiji je še vedno zelo popularen in bi lahko verjetno še več kapitaliziral s svojim imenom, ampak mu ni treba. Tako da, zdaj pa eni drugi, recimo zanimivo, pred kratkim je bil en Američan pri meni, s katerim sva skupaj pri mladincih smučala, je bil v ameriški reprezentanci in so pa malo o biznisu govorili, je rekel, ja, sem res srečo, sem kupil prave delnice, 2,7, 300, vse, kar je imel, $300,000, pa je šlo zdaj to na 15 milijonov. Tako da, good investment. Aha. Pa je bil dober smučar? Mislim, je bil tudi narod ne, smučanja? ni bil v samem vrhu, ne, ni bil. Kaj pa drugi tako, mislim, je kdo, da ali pa zanimive poti da je, ubirajo, ne vem, no. nekdo res, a veš, mogoče niti ne pol šel čisto profesionalen smučanje oziroma katerikoli šport, ampak je pa, ne vem, naredil nek startup, ki je pa zdaj vreden 2 milijardi ali pa. Ne, recimo super zgodbe ima ta dva Norvežana, ki sta na nek način moja generacija, Kjetil Andrej Aamodt pa Lasse Schüss, ne. Lasse Schüss je prodal oziroma dal svoje ime za blagovno znamko tekstilno, ki je zelo uspešna in to pač letno pač on dobiva. Nič se ne ukvarja s tem, ampak zgolj zelo, ja. Nikoli je. Ja. Medtem ko je Aamodt, je pa izpolnil zgleda neko svojo željo, ki jo je imel in je postal enkraten public speaker, se pravi govorec, ne, in dela z UNICEF-om, dela za največja podjetja na svetu in ima nastope in je enkraten v tem. No. Tako da
Ampak tako bolj motivational speaker? Ali Ja, kakšni motivational svojo življenjsko zgodbo predstavlja in pa potem, kako moraš nastopati, da dosežeš uspeh. Ne, v takem smislu. Za konec, koliko dobro misliš, da se naše zveze, ne samo smučarska, ukvarjajo v tem trenutku z podmladkom v vseh pogledih športnih in seveda tudi izobrazba na vseh ostalih področjih, kaj bo z njimi, ko bodo enkrat nehali z športno kariero. Delajo dobro z mladimi, delamo dobro z mladimi, ker ponavadi je samo tako, nekomu rata in potem vsi otroci grejo v ti šport, ko vidijo, ne vem, kolesarstvo, smučarski skoki, košarka, ne? Ker pač imamo tam izjemne zgodbe. Plezanje v končni fazi, da še malo punce omenimo. Se dela dobro s temi podmladki, tudi na drug način, tudi torej, odnosi z mediji, nastopanje, finance, ne? Vse, kar pride zraven v življenju. Ja, mislim, kot prvo bi rekel, da Slovenci res smo športni narod, ne? In imamo prav gotovo ene prednosti pred drugimi, smo pridni, smo vztrajni in tako naprej. In smo spisali že res enkratne športne zgodbe in to, kar se dogaja tudi dan danes, je neverjetno, kakšni uspehi so. In jaz kdaj rečem, to je naš number one izvozni artikel, naš šport. Ne. Ker imamo najboljšega kolesarja na svetu, imamo Dončiča, ki ga Amerika, cel svet praktično ga pozna. Anže Kopitar je bil en najboljših hokejistov, ravno končal. Skratka, lahko bi našteval. Zdaj, ne morem pa reči, da imamo sistemsko urejeno te stvari. Ne? In tudi sredstva, ki so namenjena za šport, pa bom rekel za vrhunski šport sploh, so res borna. In zdaj kitati se z nekimi uspehi, sploh v nekem državnem sistemskem nivoju, pa govoriti, ja, mi smo najboljši v tem, pa pol pogledati številke, ki se vlagajo, pa v infrastrukturo, pa primerjati to z nekimi, bom rekel, primerljivimi evropskimi državami, je groza, je strašljivo. Recimo, če konkretno o alpskem smučanju govorimo, mi enostavno za en mlad klub, oziroma za en manjši klub slovenski, ne more iti trenirati v Slovenijo. Oziroma zelo težko, ker ni namenjenega vadbišča in nimamo smuk proge, recimo, pa imamo svetovne prvakinje v smuku in podobno, olimpijske prvakinje. Tako da tudi v drugih športih opažam, da je ta sistem vzgoje mladih kar precej otežen. No. In je preveč je na starših. Ne. Starši morajo biti involvirani tako finančno, kot tudi s prevozi in tako dalje. Logistično predvsem, ja. Skratka, tle bom pač moral biti malo kritičen. Jaz upam, da se to spremeni. Bil sem blazno napaden, tako izpostavili so mojo izjavo, ko sem na eni debati pač primerjal številke, ki se vlagajo pač v kulturo, ne, letno, in pa potem v šport, ne, vrhunski šport. No. In kaj je rekla tvoja primerjava? Ja, primerjava je, ne vem, 40 milijonov za vrhunski šport, pa 300 milijonov za kulturo. Ne. Zdaj, vem, da kultura se teže meri z uspehi, oziroma čeprav vse na nek način tudi, ne, z mednarodnimi uspehi, ampak narobe so me razumeli. Tudi to je vložek države. To je vložek države. Ki je zelo pomemben za razvoj mladih. Ne? In rad imam kulturo, podpiram. Vem, rad si risu. Prosim? Rad si risu in si celo misliš. Ja, ne, ampak to sam skušam povedati, kako malo se vlaga, pa kakšne uspehe imamo. In zdaj, če bomo želeli še imeti, bo treba res sistemsko boljš urediti. Ne? Pa tukaj ne govorim samo za alpsko smučanje, tukaj so še drugi športi. No? In da končava s kontro alpskih smučanj, smo pred vrhuncem poletne sezone. Kaj pa gledaš in koga spremljaš in za koga navijaš? Pa medtem, ko je ful vroče. Navijač sem pa enkraten. Ja. Res sem. Gledam praktično vse preveč. Tako da kdaj treba res prav narediti plan, kaj boš spremljal, kaj ne. Kdo bo zmagal svetovno fuzbal? Argentina. Okay. Naše kolesarje verjetno spremljaš. Ja, vsekakor. To je, mislim, tudi recimo, če se ga v Francijo vseeno dosti hoden, tudi če in to, kar poveš Pogačar, Roglič, to
vsi, kar jo ne morejo verjeti. Ne. Mislim, to je res so enkratni športniki. Tako da si navijač, ne glede na to, ali zimska ali poletna Ja, sezona. vsekakor. No, in tudi zdaj odbojkarji so odlični, upamo košarka, tudi reprezentanca, da se postavi, da Luka tudi pride nazaj, ne, čim prej. Tako da sem navijač, lahko rečem, in sem pozitiven navijač. Nisem tudi tisti, ki ful benti pol. Nisi kavč navijač. Mislim, kavč navijač. Nisi kavč trener. Nikoli ne komentiram, sploh pa ne na medmrežju, to pa ne bi nikoli naredil. Ker vem, koliko se športniki trudijo in koliko radi bi dosegali uspeh. In koliko jim je hudo, če se ne zgodi uspeh. In pol, da ti en še zabije z nekimi anonimnimi komentarji, to je grdo. Absolutno, ne glede na to, kaj počneš. Jure, najlepša hvala za tole. Bova skupaj navijala za vse naše športnike, za Argentino bomo pa videli. Ja. Jaz, kar se teh športov tiče, vedno za outsiderje navijam. Tako pač, ne vem. Je tekma slonokoščena obala, Argentina bom jaz zagotovo za slonokoščena obala. Ja, vedno, kam je tako. In če jim slučajno ratam, je tako, wow. Ker so res tako iskreno srečni, da ne, je pa takrat. Uspešno na tvoji poti, da prije kakšna zelo dobra poslovna priložnost, ki boš rekel ja. Prav gotovo. Pa čim manj nespodobnih. Ja, tako. Tako da hvala lepa. Hvala tudi tebi. To je bila še zadnja predpoletna epizoda Investitorke v Pradin. Za kratko gremo na dopust, na oddih, na potovanje in se vidimo ponovno v septembru.